Derbi je za nami. 8000-glava množica ni videla zadetkov, je pa razlika na vrhu lestvice ostala pri 5 točkah. Začelo se je s poročilom, z nogometom za enakost, akciji Zavoda za fair play in strpnost v športu, ki je ta konec tedna potekala na vseh slovenskih prvoligaških igriščih. Nadaljevalo se je v športnem ozračju na tribunah in ob borbeni igri obeh moštev, ki sta iskali pot do vrat. Številne odsotnosti igralcev v obeh ekipah so pustile posledice. Zmanjkalo je konkretnosti pri zaključku napadov. Poškodbe so različile tudi vrste vijoličastih, kar je vplivalo na dinamičnost derbija. Je pa tekma prinesla nekaj novih dragocenih spoznanj. Da Matej Radan brez strahu sprejme izziv med vratnicama, izkazal se je z nekaj dobrimi posredovanji. Ognjeni krst pa je uspešno prestal tudi Martin Milec. Mariborska ekipa nadaljuje zrelo igro. V 13 krogih se je mreža zatresla le 6-krat. Dovolj za zanesljivo prvo mesto in zanimivo pričakovanje naslednjih preizkušenj. Zdaj sledi pokalno tekmovanje. V sredo ob 18. uri NK Maribor v prvi četrtfinalni tekmi pokala Hervis gostuje pri Nafti v Lendavi. Tako končanje derbi med NK Mariborom in Olimpijo. Rezultat 0-0, spoštovane ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Hvala lepa za obisk in lahko noč. Tako je z delitvijo točki A, kajti mislim, da je to realen rezultat. Kar se pa tiče same igre, nastopa, sem pričakoval malce več. Malce več od svoje ekipe. Nič ne je bilo narobe, če bi igrali samo mi, če bi zmagali spet proti nič, tako da v principu me Olimpija ne zanima. Je pa res, da je s tem, kako so se danes na igrišču obnašali, defenzivno, kako so nam svojo hitrostjo in kompaktnostjo zapirali pot, je bilo malce vse skupaj oteženo. Jasno je, ko imaš nekaj igralcev, kateri ti mogoče v določenem trenutku lahko nekaj prenesejo, kateri se lahko kaj izmislijo, kateri lahko delajo pritisk naprej, prenesejo dinamiko, ko tega ni, potem poskuša z rošadami. Včasih uspe neka ideja,
tokrat tudi rošada ob polčasu ni prinesla tega, da bi tekmo zmagali. Tako je, jaz sem si pred tekmo, tako kot fantje, želel zmage, vendar na osnovi tega, kar smo na tekmi danes prikazali, je točka v redu. Jaz bi fante pohvalil za to, kar delajo. So zreli, osvajajo točke in prepričan sem, da bomo skozi trdo delo, ki nas čaka v budućnosti, nihče oziroma jaz nisem nikoli izjavil, da se bomo mi sprehajali skozi prvenstvo in se tudi ne bomo. Pred nami je težko delo in z tem težkim in takim uspešnim delom bomo dobili tudi konstanto v igri v napadu. Težko pač, to je le derbi, ne? Ni bilo nekako težko, imel sem izkušnjo iz Palerma, to mi je veliko pomagalo in mislim, da ni bilo velik problemov. Mislim, da ni bilo nekega pritiska, pač dobro, to je bil moj debi v prvi slovenski ligi, pač so me pač dali na gol, jaz sem upal upravičil svojo, pač za njihovo zaupanje in ni bilo več tega. Za mene je bilo bolje, če bi zmagal, ampak dobro, ne dobi zadetka, moraš biti s seboj zadovoljen. Ja, pač upamo, da bomo vsi ostali zdravi nekje in pač pol, če bom trener zaupal, seveda pač pričakujem pač v daljni prihodnosti in pač tudi kaj več minut. Ja, lahko rečem, da je bila čvrsta borbena tekma, podobno kot je bila prva. Videlo se je, da je to derbi, da nobena ekipa ni želela te tekme izgubiti. Mi smo poskušali igrati našo igro, oni so se postavili malo bolj defenzivno in poskušali na kontre, tako da na koncu lahko rečemo, da je ta rezultat realen. Ne, pričakovali smo, da bo igrali malo bolj defenzivne, poskušali na kontra in bomo videli, no. Kaj ne vem, na koncu lahko smo oboji zadovoljni, mogoče so oni več, mi smo igrali pred domačo publiko, ob tej priložnosti se jim zahvaljujem za podporo v imenu vseh igralcev. In kaj reči, zdaj gremo naprej, čaka nas naporen ritem, sreda, sobota in poskušali bomo iti v pokalu naprej in ostati naprej še neporaženi. Ja, mi smo profesionalci, tako da moramo se vsako nalogo opraviti maksimalno 100% in zaenkrat je pač veliko poškodovanih, veliko kartonov, na to smo pripravljeni, mogoče kakšna nova stvar, ampak na vse to smo pripravljeni. Dobro, mogoče ni uigranost 100%, ampak mi se trudimo maksimalno tudi na treningih, da se spoznavamo, da uigravamo in verjamem, da bo še boljše, kakor je.